Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo predstavili bližajoči se 15. festival prekmurske gibanice in prekmurske šunke. V moji družbi pozdravljam Polonco Đurek iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in Janeza Janka Kodilo, predsednika Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Obema lep pozdrav. Lep dober dan. Dober dan. Gospa Đurek, če najprej omeniva sam program festivala, kdo organizira ta festival, kako je potekalo oblikovanje samega letošnjega programa festivala in kako bo obogaten letos? Kaj vse bo v ponudbi? Ja, gre za 15. izvedbo festivala prekmurske gibanice in prekmurske šunke. Ekipa je, tako bi lahko rekla, precej usklajena in se pravi, gre za tradicionalno etnološko prireditev in nekako stvari peljemo, torej že 15. Gre v bistvu za promocijo prekmurskih dobrot, v prvi vrsti prekmurske gibanice in prekmurske šunke. Na sami prireditvi pa se seveda predstavijo proizvajalci v bistvu teh gibanice iz celotne Slovenije in pa seveda tudi drugih izdelkov, zaščitenih in pa ekoloških izdelkov. Tako bo seveda tudi letos. Na stojnicah bodo tudi drugi slovenski izdelki z evropsko zaščito, pa bo o tem mogoče več povedal Janko. Ja, sam festival se bo odvil v soboto 6. septembra na Slovenski ulici, zdaj že tretjič na tej lokaciji med 10. in 20. uro in poskrbeli smo seveda tudi za pester spremljajoč program. Poleg razstave prekmurske gibanice in prekmurske šunke pa drugih izdelkov bodo potekale tudi degustacije in pa ponudba evropsko zaščitenih izdelkov. Seveda tudi ponudba vrhunskih lokalnih vin, tradicionalna prekmurska kulinarika, tudi nagradna igra v ugotavljanju teže prekmurske šunke. Sicer pa se bodo predstavile etno skupine iz našega domačega okolja, Marko banda, folklorna skupina kulturno-umetniškega društva iz Beltincev, pa vokalna skupina Irmice, ki bo tokrat nastopila skupaj z Marko bando. Ob 12:30, se pravi nekje v sredini te prireditve, pripravljamo prikaz priprave prekmurske gibanice, se pravi mogoče za tiste gospodinje ali pa tiste, bom tako rekla, ženske in moške, ki mogoče želijo še kakšen dodaten nasvet, preden se lotijo sami priprave te prekmurske dobrote, si lahko pogledajo torej prikaz in pa potem še ta popoldanski program spet z Marko bando, z Irmicami, s kulturno-umetniškim društvom Beltinci. Katarina Šebek in pa Žiga Žekš pripravljata tudi glasbeni program. No, ob 18. pa potem prihaja na oder Samo Budna s svojim bendom, ki bo seveda razgrel obiskovalce in nekako potem prireditev ob 20. uri tudi zaključil. Tudi za okrepčilo bo poskrbljeno, seveda obiskovalci si lahko ogledajo tudi prikaz priprave prekmurske gibanice. Ja, res je, tako kot sem povedala, ob 12:30 približno bo ta prikaz na sporedu. Sicer pa ja, tradicionalne prekmurske jedi, bograč, langaš, dödoli, seveda vse, kar spada sem zraven, posolanke, jedinjače in pa seveda tudi dobrote iz drugih koncev Slovenije. Kako potem ta festival prispeva k razvoju turizma v regiji? Zdaj festival se bo odvil torej že 15. Če sodimo po preteklih 14 letih. Festival zmeraj privabi številne obiskovalce, tako domačine, kakor obiskovalce iz drugih koncev Slovenije in pa opažamo tudi vedno več tujcev oziroma turistov, mogoče, ki se v tem času gibljajo po naši pokrajini. Nekateri pa tudi namensko prihajajo obiskat prav ta festival. Torej, gospod Kodila, predsednik Društva za promocijo in pa zaščito prekmurskih dobrot, kaj je poslanstvo vašega društva in na kakšen način ste vključeni v ta festival? Ja, društvo že samo ime pove, promocija in zaščita, se pravi kulinarične identitete regije Prekmurja. Tu so seveda v ospredju dva izdelka, ki nosita znak zaščite Evropske skupnosti, se pravi tudi to je zakonska osnova za prodajo in izdelavo tega izdelka. Zaščita to pomeni, da se dela izdelek skladno z receptom in je podvržen kontroli. In ta izdelka sta tudi
kulinarično najviše, bi rekel, prepoznavne izdelke iz Prekmurja. Prekmurska gibanica ima daleč največji sloves, prekmurska šunka je pa prišla mogoče iz pozabe, je pa zelo unikatna in tudi danes ne samo v Sloveniji, tudi v tujini priznana kot zelo kvalitetno sušena mesnina. In samega začetka naše poslanstvo je seveda skrb in da se ta izdelek ne, bi rekel, spremeni, da se ohranja ta prvotna kulinarična identiteta, se pravi prvotni recepti, po drugi strani pa skrbijo kot vsaka regija, kot jezik je tudi kulinarika identiteta, se pravi i Prekmurja in Slovenije. In naše poslanstvo je ravno to, kar se dogaja v sobotah, oziroma že 15. V sklopu tega festivala pripravljamo seveda ocenjevanje, ki ni namenjeno samo to je najboljše, oziroma tudi dvigujemo nivo kvaliteto tega izdelka in med turiste, goste po Sloveniji in pa po Sloveniji predstavljamo ta izdelek, kaj je ta izdelek, kaj je bistvo tega izdelka, zakaj je ta izdelek zaščiten in to je poslanstvo našega društva, se pravi za ocenjevanje, spodbujati dvig kvalitete, standardizacije tega izdelka. Samo društvo tudi pomaga vsem proizvajalcem, ki se želijo certificirati, da povemo pač oziroma njim olajšamo to pot, damo njim informacije in na ta dogodek, ki ga že 15 leto delamo, se pravi vsako leto veliko ponavljamo tega dogodka, povečujemo sloves teh izdelkov, seveda pa ne samo teh dveh zaščitenih izdelkov, Prekmurje ima vrsto nekih zelo bogatih kulinaričnih izdelkov, tudi zraven pripeljemo tradicionalne jedi, kot so dodeli bograči, se pravi, da v tem dogodku tudi pokažemo, na takih dogodkih pokažemo tudi drugo kulinarično zgodovino oziroma pomembne izdelke, ki pa niso zaščiteni in ki tudi, bi rekel, niso možno ali pa nepotrebno, da jih zaščitimo, ker s tem lahko tudi ogrozimo kakšen izdelek, da se preneha proizvajati. Pa še ena pomembna zadeva je, to so izdelki, ki se ponujajo po celi Sloveniji, se pravi, prekmursko gibanico največ prodajajo v Ljubljani, mislim na žalost ali pa na srečo, se pravi, so ambasadorji naše regije, po drugi strani pa moramo skrbeti, da se ne potvarja oziroma da so ti ponudniki tudi po ostali Sloveniji, pa tudi v tujini skladni z tem, kar mi kot zaščito delamo in skrbimo, da tudi da nagovarjamo ponudnike, bodisi tudi preprečujemo zlorabo tega skupaj seveda z inšpekcijo, mi sami ne moremo, ampak inšpekcija je zadolžena za to, da skrbi za skladnost, zakonsko pravilnost. Torej, če poveva nekaj o festivalu, kaj je torej glavni namen festivala in kaj je cilj tega festivala? Ja, malo je že Polonca dotaknila tega, seveda je širjenje dobrega imena naše kulinarične identitete regijske, se pravi, gostje, tudi mladi se seznanjajo, se pravi, najprej osveščanje lokalnega prebivalstva, to pomeni, da tudi moramo to izročilo naprej dajati mlajšim generacijam, da se morajo biti ponosni in se zavedati identitete kulinarične naše, seveda pa tudi pod našim gostom, ki pridejo v regijo, da ta gost potem tudi, danes je v turizmu kulinarika zelo pomembna moč oziroma turizem so z roko z kulinariko gre in da tudi gostje prihajajo daleč sprobati specialitete oziroma se seznaniti našo tudi drugo kulinarično identiteto. Mi, ko potujemo po svetu, iščemo kulinarično identiteto tistega kraja. In to so v bistvu promocijsko in osveščanje lokalnega, slovenskega pa internacionalnega gosta. Torej, s kakšnimi izzivi se srečujete pri ohranjanju tradicionalnih receptur? To, kar sem že omenil, se pravi predvsem zlorabe. Dosti je, moram povedati, da prekmurska gibanica je izdelek z največjim številom izdanih certifikatov. Od vseh Slovenija ima trenutno 30 izdelkov, ki so zaščiteni. Prekmurska gibanica mislim, da smo okrog 37 ali 38 veljavnimi certifikati. Se pravi, to je izdelek, ki ima največjo, bi rekel, širino v ponudnikov. Še vedno je pa več proizvajalce, ki se skrivajo in prodajajo prekmursko gibanico kot gibanica hišna, to ni gibanica, ne vem kakšna izmena se upravlja, tudi v lokalnem okolju se to dogaja, da se skrivajo in to se skrivajo, zlorabljajo. Naprimer, ne smem uporabljati, da ne bom nekomu škodoval, se pravi, se stavijo pa prodajajo dosti gibanice,
ki zlorablja sloves prekmurske gibanice. In tu je poslanstvo društva, da bi rekel spodbuja, da se čim več ljudi vključi v certificiranje. To so največje težave, s katerimi se srečujemo, ker je zaščita receptov. Se pravi, prekmursko šunke je malo lažje, ker je regija predpisana, kjer se ta izdelek sme proizvajati. Se pravi, če so zlorabe, so v lokalnem okolju zlorabe, tudi tega je kar nekaj. Prekmurska šunka pač ima tehnološke standarde, po katerih je treba izdelovati izdelek. Pa sama certifikacija ni neki strošek, je bolj problem, ki omejuje oziroma nekoga, ki bi mogel delati po pravilih, pa kvaliteti pa iščejo bližnjice, bodi se ekonomske, bodi se časovne pri prekmurski šunki, isto je pa pri prekmurski gibanici, da ime je, bi rekel, zlorabe so obstajajo tudi pri ostalih blagovnih znamkah, naprimer, se tudi proba ekonomsko koristiti na račun nekega drugega. In to je bistveno poslanstvo društva in se pravi ta dogodek, biti ponosni, pripeljati in tako je Plonca rekla, ljudje prihajajo na ta festival, vsaka regija v Sloveniji in pa tudi v tujini imajo take kulinarične festivale, kjer se prikazuje kulinarična identiteta in mislim, da je kulinarika danes trend in bi rekel, regija rabi še bi rekel bolj poudarjati to in se zavedati, kako dobri smo v Prekmurju. Dosti vemo naprimer o nekih drugih zaščitenih izdelkih, ampak nikoli pa ne vemo, da smo mi med boljšimi, če ne najboljši v teh zaščitenih zgodbah. Tako da to je naše poslanstvo. Torej, če omenjamo povpraševanje po lokalnih izdelkih, ali je v zadnjih letih povečano porast, torej povpraševanje po lokalnih izdelkih? Ja, se dela seveda vedno več malih proizvajalcev, ki delajo lokalne izdelke oziroma so mali živilski predelovalni obrati, rastejo po Prekmurju, tudi na splošno je to trend v svetu ali po Sloveniji. In tu je pa tudi eno izmed našega poslanstva društva, je pa krovna blagovna znamka Diši po Prekmurju. Tu pa smo tudi, bi rekel, ne samo na zaščitenih izdelkih, tudi partnerji pri teh stvarih, da mali proizvajalci imajo možnost izdelke svoje pod blagovno znamko Diši po Prekmurju izdelovati. To pomeni, da jim potem ne samo se pravi ta sloves, ampak tudi zagotavljamo prodajo. To je pač sklopu društva smo naredili zadrugo, zadruge nosile z blagovne znamke Diši po Prekmurje in različni proizvajalci, lahko bučno olje, kise, mede, moke, en kup nekih, mislim, kaj je okrog 17 izdelkov trenutno na trgu pod blagovno znamko Diši po Prekmurje, kjer je tudi co-branding za zaščitenimi izdelki. Pomagamo malim proizvajalcem priti do police, ker težko je, naprimer, 5 litrov bučnega olja v Ljubljano pelati, pa ekonomijo z tega narediti, ali pa kaki med ali pa kaki keks. Je pa to narejeno, tudi ena izmed naših iniciativ društva je, da pomagamo ne samo proizvajalcem zaščitenih izdelkov, tudi proizvajalcem kulinaričnih teh manjših, kvalitetnih izdelkov, da jih potem ta sloves in pa prodajne poti naredijo in seveda na takih dogodkih, kot je soboto, se tudi tam lahko predstavijo, ponujajo te izdelke, se pravi, probamo jim tudi pomagati pri ekonomskem, se pravi, ekonomiji, da seveda vsak je ponosen na svoj izdelek, je pa treba tudi nekaj zaslužiti, pa da se živi naprej, tudi dodano vrednost delati. Kako pa je ta festival torej pomemben, to vrstni festival za promocijo prekmurske kulinarike? To bi moram povedati, Mursko-Soboška občina je tu razumela in nas spremlja na tej poti, ampak Prekmurje ni Murska Sobota. Prekmurje imamo več občin, mogoče preveč, in tu se srečamo z problematiko, da je to ni zadosti širše regijsko razumljeno, se pravi, ni nihče proti, ampak nihče pa tudi ni participant pri takih dogodkih. Tu mislim, da bi mogli se lokalne skupnosti v regiji združevati na takih projektih, se pravi, da so to projekti, ki ne delajo Prekmurje, Mursko Soboto veliko, ampak Prekmurje veliko delajo po kulinarični plati. In mislim, da bi tu mogli lokalne skupnosti ali pa občani, župani ostalih občin tudi biti. Saj so naši uporabniki zaščite širši tudi izven Murske Sobote, nosilci certifikata, ampak jaz mislim, da bi s takimi dogodki probamo spodbujati to, je pa pač ta, bi rekel, po mojem vsem najbolj težka pot, ki smo v 15 letih ne uspeli spraviti širši konsens na tem lokalnem okolju.
Na koncu še povejva, kako se vaši člani vključujejo v ta festival. Se pravi, gre za degustacijo, gre v bistvu tudi za delavnice, za prodajo. Naši člani, seveda vsi, ki že dolgo leta so naši tudi na neki način podporniki dogodka, po drugi strani pa združenje jim omogoča, da pridejo na dogodek, kjer je organizirano, se pravi dogodek, da je uspešen, je pomemben tudi kulturni program, se pravi treba je finančne vire za to zagotoviti, se pravi ne moremo obremeniti neke te male proizvajalce, se pravi nimamo zadosti proračuna, to pomeni, da oni dajo vsebino temu dogodku, ki je potem skupaj z mestno občino, ki poskrbi za ta kulturni del, ker kulinarika in kultura sta obe pomembni identiteti regije, potem seveda tudi naredimo skupaj dobro energijo in potem interes spodbudimo v lokalnem okolju in pa turisti, da se pravi, če ta festival zdaj že 15. delamo, ima neko stalnico in pa tudi gostje se vračajo, pa še kakšni novi prijavi, pa kakšni gostje je trenutno na dopustu v regiji, pride na ta festival in potem to vsebino nese s sabo, ko se ali kupi, ali poje, ali pa doživetje. Gospod Kodela, hvala vam za ta prijeten pogovor. Gospod Đurek, še na koncu povejva pomembno sporočilo za vse naše gledalke in gledalci. Ja, za konec morda res še enkrat vabilo na 15. festival prekmurske gibanice in prekmurske šunke v soboto 6. septembra na Slovensko ulico v središču Murske Sobote. Seveda vas pričakujemo med 10. in 20. uro. Gospod Đurek, hvala vam za vse povedano. Gledalke in gledalci, hvala tudi vam, da ste spremljali oddajo. Predstavljamo vam lep pozdrav.